Praznik žena ali praznik cvetličarjev. Moramo priznati, da imajo slednji veliko korist. Zanimalo nas je, če je to še en skomercializiran praznik, ki je izgubil na svoji vrednosti. Na ulici smo preverili, ali so ženske od koga dobile kakšno pozornost, pri moških pa nas je zanimalo, če so katero že obdarili. Ja, med sabo so se obdarile. Kaj pa mogoče pričakuješ kakšno rožico od kakšnega fanta? Ja, mogoče od fanta, samo pozneje, ker je zdaj na treningu. Ne še. Ne še. Lahko že katera pričakuje to rožico? Lahko je. Kdo? Punca. Punca. To je vsako leto tako, da jo obdariš, ali je bilo to letos izključno? Letos izključno. Zdajle bom dobila. Zdajle boste dobili rožico. Zdajle bom dobila, jaz jih že tudi nesem. Vera, imam 3. Komu pa boste? Ja, ženo pa, snaho pa vnukico. Ja, mož. Za ženo? Za ženo? To je vsako leto tako ali samo letos? Vsako leto. Leto 2012 je. Zanima me, če so ženske enakopravne moškim. Ja, mislim, da vedno bolj. Kaj jaz vem, kaj na to naj rečem? Ja. Ja, no, naj bi bile, ne? Kaj mislite, ja ali ne? Ja, seveda, morajo biti enakopravne, ja. Katerega cvetja prodate največ? Nageljčko pa vrtnic. Največ se prodaja vrtnic. Kaj pa mislite, kdo največ kupuje, moški ali ženske? Moške. Da naše dan moške. Ja, različno, ampak mislim, da je več žensk. Nekaj me zanima, kaj se je mogoče že zgodilo, da je kdo pri vam kupil cvetje in ga podaril mogoče vaši sodelavki ali pa mogoče vam? Ja, se je že zgodilo, sodelavka je dobila. Danes ali? Danes. Da boste vi imeli 54 nagrad, mama mi dva boste tudi pozabili na to.